Spoštovani, kot je napovedal predsednik organizacijskega in programskega odbora kolega dr. Jure Gašparič, se začne zdaj prvi del našega današnjega srečanja in sicer za mojim referatom Slovenci, Jugoslavija in začetek vojne. Božja pota so neznana, nepreračunljiva in nepredvidljiva, tudi vsa znamenja kažejo, da je bilo gorje minule vojne tako ogromno, da se smemo zanesti na zdravo pamet vseh vladajočih in vladanih, da bodo poiskali mirne in pravične rešitve mednarodnih vprašanj, ki jih je rodila predvsem nespamet, kratkovidnost, želja po potlačenju in maščevanju, tako na eni, kakor na drugi strani. A to je bila le pobožna želja, ki so jo v katoliškem dnevniku Slovenec zapisali 31. decembra 1938. Odločala sta starorimski Mars, v to stranstvo pa neusmiljena sla tistih, ki so mislili, da jim pripada vse veljavno odločanje o prihodnem zgodovinskem značaju sveta. Leto 1939 mu je prineslo novo vojno, ki se ga je zopet polastila v celoti. Slovenci so v letu, ki je spočelo nov svetovni spopad, zaživeli v pričakovanju, da se bodo začela odpirati vrata k njihovemu temeljnemu narodnemu cilju jugoslovanski državi, državnopravni avtonomiji. Pričakovanje sta vzbudila sporazum Cvetković-Maček in oblikovanje Banovine Hrvaške ter napoved, naj bi v skladu s sporazumom oblikovali tudi druge avtonomne narodne enote. To bi okrepilo vlogo in pomen Slovenije kot političnega dejavnika v kraljevini Jugoslaviji, ki jo je zamejil srbsko-hrvaški sporazum. V Dravski Banovini, jugoslovanski Sloveniji, so se na oblikovanje Banovine Slovenije začeli stopnjevano pripravljati jeseni 1939. Nosilec priprav je bil katoliški tabor, ki je v Banovini od sredi 30 let imel absolutno oblast. Politično je bil utelešen v slovenskem delu vse državne jugoslovanske radikalne zajednice. Oblikovanje Banovine Slovenije je bil njegov poudarjeni politični smisel, osnovni pa, če si sposodimo besede opozicijskega liberalnega politika dr. Alberta Kramerja, da je Slovenija pašaluk JRZ. V pričakovanju Banovine Slovenije vodilni slovenski politik v prvi jugoslovanski državi, dr. Anton Korošec, ni več sodeloval v jugoslovanski vladni politiki. Decembra 1938 so ga pri rekonstrukciji vlade obšli, dotedanji vplivni notranji minister in še nadalje podpredsednik vladne JRZ v vsedržavnem smislu, pa je bil od 16. januarja 1939 predsednik Senata Kraljevine Jugoslavije, drugega doma njenega predstavniškega telesa. Čeprav je veljalo, da mesto predsednika senata zasedajo tisti, ki so jih, kot so rekli, odvrgli na mehke blazine, to je, da brez politične moči na sicer visokem položaju živijo v tišini in prejemajo dobre prihodke, je Slovenec Anton Korošec v formalni piramidi oblasti postal tretji človek v državi. Poleg ustavnega faktorja, to je kralja oziroma njegovih namestnikov, konkretno princa Pavla Karadžordževiča in predsednika Narodne skupščine. To je govorilo v prid njegove prisotnosti v jugoslovanskem političnem prostoru in olajšalo čakanje na vrnitev v kroge neposrednega odločanja v državni politiki. Ob tem pa je bil Korošec še vedno deležnik visoke jugoslovanske politične igre. Pomembno je prispeval k odstopu dotedanjega predsednika vlade dr. Milana Stojadinovića. V jugoslovanski politični sliki je bila podoba Slovencev še vedno izrisana. Vprašanje slovenske avtonomije oziroma državno-pravne emancipacije v kraljevini Jugoslaviji seveda ni bilo ekskluzivno področje JRZ. Slovensko vprašanje kot enega od tedanjih ključnih eksistencialnih problemov so občutili tudi v drugih delih slovenskega političnega prostora. Leta 1939 so se vanj posebej poglobili v okviru opozicijskega ljudsko-frontnega gibanja. V gibanju so oblikovali 3 zelo določne, izvirne in radikalne narodne programe. Program narodnih demokratov je oblikoval Lojze Ude, krščanskih socialistov Bogo Grafenauer, komunističnega pa Sperans Edvard Kardelj v delu Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Njihove razmisleke je povezovala prepoznavna narodna avtonomistično-federalistična volja.
razlikovali pa so se po svoje relevantnosti oziroma družbeni teži. Vdeto v program je stal sam zase in ga ni neposredno podpirala nobena politična skupina. Za Grafenauerjevim je bila skupina krščansko-socialistične inteligence, a brez strankarske organizacije. Za Sperencovim stališčem pa je stala organizirana stranka, Komunistična partija Slovenije, za izrazito izdelano revolucionarno strategijo in taktiko. O tedanji narodno-politični antropologiji na Slovenskem so govorili tudi nazori unitarističnih subjektov liberalne in socialistične politike, ki so odklanjali državno-pravno samostojnost Slovenije v jugoslovanski skupnosti. Bili so v manjšini. V raznolikosti nosilcev slovenskih narodnih programov in narodne politike se je odražala tudi svetovno-nazorska in politična razdeljenost na Slovenskem. V JRZ so zaostrili ideološki boj ne le proti liberalizmu, temveč posebej proti socializmu in komunizmu. Eden od vodilnih ideologov političnega katolicizma in glavni urednik Slovenca, dr. Ivan Ahčin, je v vprašanju komunizma leta 1939 objavil posebno knjigo Komunizem – največja nevarnost naše dobe. O njenem sporočilu pove vse navedeni naslov. Monolitne katoliške politične skupnosti pa leta 1939 ni bilo več. Krščanski socialisti so v tem letu za njo pretrgali vse vezi. Odločili so se za duhovno svobodo in proti JRZ, ki je stremela po političnem monopolu nad vsemi Slovenci, ne samo katoliškimi. Enako stališče je živelo tudi med krščansko-socialističnimi študenti. Poudarili so ga na tako imenovanem Bohinjskem tednu avgusta 1939. Ideološko stališče večinskega dela katoliškega tabora so leta 1939 izrazili na 6. mednarodnem kongresu Kristusa kralja od 25. do 30. julija 1939 v Ljubljani. To je bila zadnja velika katoliška manifestacija med svetovnima vojnama na Slovenskem. Iztekla se je v poudarjeno stališče o nujni katoliški obnovi ali, kot je v času kongresa poudaril rektor Ljubljanske univerze in predavatelj bibličnih ved na njeni teološki fakulteti dr. Matija Slavič, da hoče kongres odpraviti omahovanje med Kristusom in hudim duhom brezboštva in postaviti vodilo. Rajši umreti kot Kristusa zatajiti. Kristus ali smrt naj bi imel za geslo vsak človek, vsaka družina, vsako društvo, vsaka šola, vsaka občina, vsaka pokrajina, ves narod. V času kongresa Kristusa kralja je šel tudi znani spominski zbornik Slovenije, še danes standardno delo o življenju, vlogi in položaju Slovencev v Jugoslaviji. Posvečen je bil 20-letnici jugoslovanske države. Slovenec je ob njegovem izidu poudaril, da bilanca, ki jo kaže pogled nazaj, za Slovence večinoma ni negativna, samo v nekaterih ozirih je morda manj uspela, samouprava, se pravi vprašanje avtonomije, sicer pa je pokazala velik napredek slovenstva v vseh pogledih. S tem obzornikom je še bolj potrjena naša prevezanost na to državo. V spremni besedi k zborniku pa je Korošec zapisal, da je slovenski narod tudi še danes v svoji moralni osnovi zdrav in krepak. Ni dostopen za revolucionarne zamisli. Drugi veliki kulturni dogodek leta 1939 in obenem praznik narodovega izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela je bila 20-letnica Slovenske univerze, Univerze kralja Aleksandra I. v Ljubljani. 20-letnico univerze so proslavili 17. decembra 1939 na rojstni dan kralja Aleksandra I. Karađorđevića, po katerem je univerza leta 1929 dobila svoje ime. Sočasno s proslavo so Antonu Korošcu podelili naslov častnega doktorja prava. Tedaj so ga leta 1939 v Ljubljani počastili že drugič. 20. februarja 1939 so mu izročili diplomo častnega ljubljanskega meščanstva. Ob velikih idejno-političnih in narodno-kulturnih dogodkih sta politična in idejna razgibanost na Slovenskem živeli še v drugih oblikah in načinih. Povečalo se je število političnih subjektov, na liberalni strani je odmeval disciplinski oziroma tako imenovani taborski proces v sokolski organizaciji, nadaljevala se je dejavnost narodno-obrambnega gibanja, svetovno-nazorske pregrade pa so vplivale na izstop katoliških študentovskih društev iz narodno-obrambno usmerjenega narodnega akademskega bloka. Idejno in politično razmišljanje na Slovenskem je bilo v letu nastopa nove svetovne vojne široko.
S komunistične strani se je jeseni 1939 v sodobnosti oglasil Dušan Krmavner in opozarjal na nevzdržnost razumevanja slovenskega političnega življenja skozi katoliško-liberalno nasprotje. Tako miselno ohromelost je presegal z utemeljevanjem tako imenovanega tretjega tabora, v katerem naj se poveže močna demokratična fronta slovenskega delovnega ljudstva, ki bo branila njegovo socialno in narodno svobodo pred fašistično nevarnostjo. Krmavner je leta 1939 pokazal tudi trdo komunistično stališče v znani polemiki z Lojzetom Odetom, do katere je prišlo po sklenitvi prijateljskega in nenapadalnega sovjetsko-nemškega pakta 23. avgusta 1939 in je tekla do leta 1941. Ude in Krmavner sta že leta 1939 opredelila bistvo njunega razhajanja. Ude je v odklanjanju pakta poudaril, da je nemški nacionalsocialistični imperializem za Evropo in slovenski narod bolj nevaren kot v oklepaju imperialistična politika zahodnih demokracij, Krmavner pa je v zagovarjanju pakta trdil, da je bil za njegovo sklenitvijo zahodni imperializem odločilno oslabljen in okrepljene Sovjetske zveze, ki je v slovenskem narodnem interesu, več ne ogroža. Novi moskovski evropski red napoveduje možnost na njegove podlagi razširjene zveze svobodnih narodov. 1. septembra 1939 je nad politiko in ideologijo legla senca vojne. Na Slovenskem se je dotaknila tudi Antona Korošca, ki je, kot je imel navado, tedaj letoval v Begunjah. Kot se je spominjal njegov osebni tajnik, dr. Matej Poštovan, so mu ob izbruhe vojne telefonirali za vseh strani. Pribočnik princa Pavla, predsednik vlade Dragiša Cvetkovič, zunanji minister dr. Aleksandar Cincar Markovič in slovenski minister dr. Miha Krek. Vse je zanimalo njegovo mnenje. Nanj so, čeprav takrat ni bil več predsednik senata, ob začetku vojne pomislili v jugoslovanskem državnem in političnem vrhu. Vojna je razširila dotedanje polje slovenskega idejnega in političnega razmišljanja. Tedanji zgodovinarjev pogled na nove mednarodne razmere je opozarjal na težak položaj pastorkov liberalne civilizacije 19. stoletja, majhnih narodov na vzhodu nemško-italijanskega narodnega ozemlja. Tako je v sodobnosti pisal levi liberalec, univerzitetni docent dr. Franc Cviter. Po njegovem razmisleku prihodnost Slovencov v nastalem vojnem času ni bila vezana na prihodnost evropskega liberalizma, pač pa na trdno vero in jekleno voljo za svojo ohranitev in zvestobo sebe. Tako bomo našli pravo pot in se nam ni treba bati za svojo bodočnost. Potem bo novi evropski požar privedel do rešitve za nas in morda tudi do nove ureditve Evrope, boljše od tiste, ki sta jo ustvarjala Versailles in Ženeva. Opozorilo na zgodovinsko ozadje nove vojne so v politiki nadgradili z oceno njenega značaja in temeljnih vodil. Prevladovalo je stališče o totalnem značaju vojne, saj posega tudi v zaledju in uničuje civilno prebivalstvo. Totalno vojno so razumeli kot povezavo bliskovite vojne, hkratne uporabe vseh modernih kopenskih, pomorskih in letalskih vojnih sredstev, istočasnega izvajanja vojnih dejavnosti brez orožja, to se pravi psihološke, diplomatske in gospodarske vojne, in frontne vojne. Najbolj povedno se je na slovenskem o novi vojni izrazil Slovenec, ki je po nemškem napadu na Poljsko in nato francoske ter britanski vojni napovedi Nemčiji sredi septembra 1939 zapisal: Stojimo po vsej verjetnosti pred najstrahotnejšo totalno vojno, katere grozote že sedaj presegajo vsako domišljijo. Uničenju se ne bodo stavile nobene meje več. To je vojna brez usmiljanja, vojna do popolnega uničenja. Grozljivosti nove vojne so se na Slovenskem dobro zavedali. Vojna je v naših časih vojna vsega in za vse. V njih se ne odločuje samo bodoča politična geografija Evrope, marveč tudi bodoča smer vsega kulturnega in civilizacijskega razvoja, je 5. septembra 1939 svereče napovedalo liberalno jutro. Prav vse vrednote so prepuščene odločitvi elementarnih sil, ki vodijo za sovražene narode. Na Slovenskem so imela elementarni značaj ideološka in politična razhajanja, ki jih niso mogli preseči pozivi k narodno-obrambni strnitvi slovenskih političnih sil in oblikovanju demokratično utemeljene slovenske banovine.
Za Slovence bi sicer njeno oblikovanje, kljub vrsti različnih idejnih in političnih položajev v narodni skupnosti, pomenilo prijaznejšo Jugoslavijo, državo, v kateri so imeli opazno politično vlogo in jih je z njo povezoval zavestni občutek pripadnosti ter volje po njenem obvarovanju in ohranitvi. V zadnjih mesecih leta nove svetovne vojne so živeli v pričakovanju in zahtevah po demokratičnih spremembah v državi in v politiki, spremljanju mednarodnega položaja po 1. septembru in skozi obstoječa socialna neravnovesja ter prepričanost v svet svojih ideoloških in političnih doktrin. Vojna in bojazen, za marsikoga že prepričanje, da Jugoslavija ne bo obšla, je še povečala tedanja bivanska bremena. Ko je novi svetovni spopad dobro leto in pol po svojem začetku vase potegnil celotni slovenski narod ter njegovo idejno in socialno-politično zaznamovanost, sta nastopila najtežja zgodovinska preizkušnja Slovencev in v njej njihovo srečanje samih seboj. Hvala lepa.